Že pa kar fejte tlele. Pa rekla? Ja. 30 let. Imaš meter s sabo? Spoštovani, poklonimo se spominu žrtev nacizma in fašizma in se jim zahvalimo, da danes uživamo v svobodni domovini. Zdrav! Zdrav! Danes je državni praznik, 27. april, dan upora proti okupatorju. Pomemben dan, ki zaradi usodnosti odločno in v temeljih zaznamuje našo domovino in slovenski narod. V prazniku je prvobitna in odločna želja Slovencev, da želijo in želimo živeti v demokratični skupnosti enakopravnih državljanov, politično enakopravnih ter delovno, gospodarsko, kulturno in, kar je še posebej pomembno, socialno enakopravnih. Da želimo kot prijatelji živeti v solidarnem in dobrosrčnem sosedstvu in da nočemo sprejemati vsiljenih, nehumanih in nečloveških pravil življenja, še posebej, če jih prineseta orožje in vojna. Meni neposredni spomin na vojno seže le 30 let nazaj na bitko pri Trzinu in na helikopterski desant pri Depali vasi. Tudi pred 80 leti so prvi udarec vojne Domžale doživele 11. aprila 1941, ko so nemška letala bombardirala radijsko postajo, radijski oddajnik v Domžalah. Naslednji dan so prišle na domžalsko območje manjše italijanske enote, ki so jih že v drugi polovici aprila zamenjali nemški okupatorji
in vzpostavili svojo oblast. Oblast, ki je začela zapirati in preganjati zavedne Slovence. Naj so bili župani, duhovniki, učitelji, sindikalni delavci, komunisti, intelektualci ali svobodno misleči. Ljudje na Domžalskem so takoj pokazali zgodovinsko zrelost, na nek način so se na njo tudi pripravili. Saj so videli, kaj počneta fašizem in nacizem v državljanski vojni v Španiji, na Češkem, kaj je Mussolini počel v Abesiniji, kako je Hitlerjev Rajh priključil Avstrijo, kako so napadli Poljsko ter izvali drugo svetovno vojno, zasedli Nizozemsko, Belgijo in Francijo ter pognali kolesje svetovnega vojnega stroja. Slišali so pa tudi, kako je komunistična oblast pod Stalinom v Rusiji teptala človekove pravice. Zato je bil prvi klic upora namenjen proti imperijem, proti velesilam, ki so si želele podrediti svet. Drugi klic upora je bil usmerjen proti neenakosti, saj je kapital ustvarjal v gospodarsko manj razvitih državah iz ljudi sodobne sužnje. Tretji klic upora je bil obupni krik naroda, ki je bil obsojen na iztrebljenje, na uničenje. Saj so se že maja leta 1941 začele prve izselitve zavednih Slovencev v Srbijo. Slovenski jezik je bil pa ukinjen. Čeprav so se nekateri zavzemali samo za pasivni odpor, za čakanje, na miselnost, da nas bo že nekdo osvobodil, se je Osvobodilna fronta 26. aprila v Vidmarjevi vili organizirala in pripravila na oboroženi upor. To je bil prelom, ki ga je prinesla 4. točka programa Osvobodilne fronte. Čakanja je bilo konec. Ne smemo pa pozabiti, da se je ravno 26. aprila po Mariboru sprehajal Adolf Hitler in ukazal: naredite mi to deželo spet nemško. Upor na Domžalskem se je naslonil na bogato tradicijo in organiziranost, ki sta izhajali iz stavkovnega in ljudsko-frontnega gibanja po letu 1935. Vodila ga je komunistična partija. V prvih 2 mesecih po okupiranju je šlo predvsem za pasivni odpor, ko pa je Hitler napadel Sovjetsko zvezo, je to preraslo v oboroženi upor in kmalu je bil ustanovljen Kamniški bataljon, ki je imel 4 čete: Rašiško, Mengaško-Moravško, Radomelsko in pa Kamniško četo. Zato smo v Domžalah leta 1976 postavili ta spomenik borbi in delu. Posvečen je 922 borcem narodno-osvobodilnega boja in žrtvam fašističnega nasilja v nekdanji občini Domžale. Ker so kraji med Trojanami in Pečami na vzhodu, Mengšem in Trzinom na zahodu ter Nožicami na severu in Biščami na jugu imeli 20 000 prebivalcev takrat, pomeni 922 žrtev, da je vsak 20. daroval življenje za svobodo. Tako da, spoštovani sokrajani, spoštovani sodržavljani, ko stojimo ob tem spomeniku, je prav, da si še enkrat izrečemo besede, ki so pognale slovenski narod leta 1941 v oborožen upor. Za svobodo je treba žrtvovati tudi svoja življenja. Zato se spomnimo v teh prazničnih dneh dogodkov izpred 80 let, spomnimo se žrtev, zavedajmo se, da iz njihovih darovanih življenj rasteta tudi današnja svoboda in navdih, da se po 30 letih samostojne države kot narod vprašamo, kakšno prihodnost in bodočnost si želimo. V tej zvezi je nastala tudi spomenica Zveze združenj borcev za ohranjanje narodno-osvobodilne vojne,
ki je prerasla kar v nekakšen politični program in o čemer se bo treba v naši družbi še pogovarjati. Dragi sodržavljani, dragi sokrajani, iskrene čestitke ob prazniku v imenu Pokrajinskega združenja za vrednote narodno-osvobodilne borbe. Spoštovani, hvala za udeležbo. Nikdar ne pozabimo, kako in s kakšnimi žrtvami smo prišli do svobode naše domovine. Drugo leto zopet nasvidenje. Upam, da v večjem številu, z veliko druženja in z veliko pogovorov o menjavi dogodkov. Hvala. Prosto. Drugič, povej tudi oni prekrčati. Če ne moreš, da držati.